Lepo vas pozdravljam iz odra Triglav Art Campu, kjer gostimo marsikoga iz Slovenije, ampak tudi od drugod. Delavnice v parku potekajo vse od 10. do 13. ure in potem od 16. do 20. ure. Tako da imate priložnost pogledati, katere delavnice še potekajo. Če vas zanima pa to prebrati, pa lahko na infotočki prejmete eno programsko knjižico, kjer vse to piše. Tako, zdaj pa še čisto uradno. Pozdravljeni v imenu festivala Lentno odru 27. otroškega folk arta, 27. mednarodnega otroškega folk art festivala. Festival je v organizaciji Zveze kulturnih društev Maribor in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Maribor. Festival bodo otvorili domači slovenski folklorniki. Imamo jih kar 6 in prvi bodo mlajša otroška folklorna skupina Cirkulane. Mlajša otroška folklorna skupina Cirkulane deluje v okviru enega najstarejših kulturnih društev v Sloveniji. Lahko ugibate, kulturnega društva Cirkulane. Tokrat bodo nam predstavili Haloški telefon. Koreografija z naslovom Haloški telefon je energična, ritmična, šaljiva zbirka plesov iz Štajerske. Črpa navdih iz življenja in značaja haloških ljudi. Ideja je pa prišla od pripovedi haloške ženske, ki je povedala, kako luštno je bilo brez vseh teh naprav. V koreografiji je na humoren in iskren način prikazano, kako so se ljudje včasih prenašali sporočila brez takršnih ali drugačnih pripomočkov, s klicanjem iz enega brega na drugega. Zaradi razgibanega haloškega reliefa, odmevov in vremenskih razmer so se sporočila popačila, kar je povzročilo nesporazume, presenečenja in tudi veliko smeha. Prav ta igra med poslano in prejeto informacijo predstavlja osrednji motiv naše koreografije. Koreografija ni le plesna uprizoritev, temveč tudi poklon preprostemu načinu življenja, iznajdljivosti ljudi in bogati kulturni dediščini Halos. Avtorja koreografije Barbara Letonja in Marko Pukšič, avtorica glasbene priredbe Žana Muršec.
Starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac pod mentorstvom Barbare Waldhütter na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol deluje že 19. leto, zato je pri skupini zaplesalo že veliko generacij otrok. Vsa leta so redno udeleževali se območnih in regijskih otroških folklornih revij. 8-krat pa so zapisali tudi na državnih srečanjih otroških folklornih skupin Ringa Raja. Nastopa na različnejših kulturnih prireditvah v domačem kraju in širši okolici, na območnih in državnih srečanjih, predstavili so se pa tudi že v Bolgariji. Tokrat se nam bodo predstavili s spletom Na grajskem podstrešju. Veliko pomembnih zgodb se začne z otroško radovednostjo, tudi naša. Ko se pogumni mladi nadobudneži potikajo po grajskem podstrešju, med starimi tramovi in starodavnimi skrivnostmi zmotijo netopirja, edini prebivalec tega zapuščenega prostora. Ali lahko prastara knjiga, ki leži v prahu, prikliče zgodbe, ki jih je grad že pozabil? Kaj se zgodi, ko pozabljene melodije prebudijo duhovi davnih čas? Kar je bilo pozabljeno, ni nujno izgubljeno. Včasih samo čaka, da smo pripravljeni prisluhniti. Avtorici odrske postavitve Barbara in Živa Waldhütter, glasbena priredba Gašper in Dušan Waldhütter.
Otroška folklorna skupina osnovne šole Lovrenc na Pohorju. Folklorna skupina osnovne šole Lovrenc na Pohorju je živahna in ustvarjalna skupina samih deklet. S svojim delovanjem ohranja bogato slovensko ljudsko izročilo ter ga z zanimanjem in privlačnim načinom predstavlja mlajšim generacijam in širši javnosti. To ste vi, ja. Splet ob potoku je postavljen zunanji vaški prostor ob potoku, kjer se v sončnem dnevu zberejo mlada dekleta in deklice. Nekatere pridejo k vodi zaradi igre, druženja, druge pa s seboj prinašajo košare perila, ki jih čaka vsakdanje opravilo, pranje. Ob sproščenem petju, smehu in šumenju vode začnejo dekleta prati perilo, ga spirati v potoku. Pranje perila tako predstavlja rdečo nit celotnega spletna. Prikazuje preprost, a pomemben del nekdanjega slovenskega običaja v vasi. Vodji in mentorici Natalija in Sara Kraner. Tekle je po Vodošu,
Naslednja otroška folklorna skupina Kud študent Maribor. Otroška folklorna skupina Kud študent Maribor predstavlja najmlajšo sekcijo kulturno-umetniškega društva Študent Maribor, ki uspešno deluje že več kot 60 let. Predstavili se nam bodo mlajši otroci, ki se s plesnimi koraki šele spoznavajo. Otroci v odrski predstavi Pek jaz nečem biti preko otroške igre in s pomočjo pesmi Štuštar nečem biti predstavlja, kako težavno je bilo nekoč delo raznih stanov, kot so na primer pek, šuštar, kovač in drugi. V koreografiji zaplešejo plese Kosmatača, Šuštarska in To je tista muha. Kostumi otrok predstavljajo oblačila otrok na širšem območju Štajerske v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Vodja skupine Lija Javšnik, avtorja koreografije dr. Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Avtor glasbene priredbe Miran Waldhuter Hitri. Res je bil hiter aplavz, ja.
Starejša otroška folklorna skupina Kut Cirkulane. Po 7 letih v objemu pripoveduje zgodbo o mladem vojaku, ki se po dolgih 7 letih iz vojske vrača nazaj domov. S plesom in gibanjem skupina prikazuje njegovo pot, veselje ob vrnitvi ter sreče nezvesto ljubico, ki ga že dolgo zvesto čaka. Plesalci s prizori simbolično ponazarjajo čakanje, upanje in ljubezen, ki vztraja skozi leta. V koreografijo so vključeni plesni elementi slovenskega ljudskega izročila, spretni koraki, krožni gibi in igra s partnerji, ki poudarja čustveno dinamiko pesmi in plesov. Poseben poudarek je na simboliki pušeljca z rožmarinom in nageljni, ki predstavlja zvestobo in srečno združitev. Koreografija s plesom, mimiko in odrsko energijo pripoveduje pravljično ljubezensko zgodbo. Avtor koreografije Barbara Letonja, Marko Pukšič in Anže Hren. Avtor glasbene priredbe Žana Muršec. Oblikovalec kostumske podobe Marjana Batušek. Še mlad vojak, bez zlatom je obciran, do vrteca prijahal je, za pušec lepo prosil. Do vrteca prijahal je, za pušec lepo prosil. Ali mi boš pušelj dala iz rožmarina zelenega, iz nageljna rdečega? Jaz sem pušelj dala že pred leti 7, ko je moj fant na vojsko šel, ne vem, je živ ali mrtev. Hvala tebi, ljubica, da si tak zvesta bila, do zdaj si bila ljubica, a zdaj bo žena moja. Do zdaj si bila ljubica, a zdaj bo žena moja.
To pa je bilo divje, kaj ne da? Mladinska folklorna skupina Kud študent Maribor. V mladinski folklorni skupini plešejo otroci v starosti od 11 do 17 let, ki že imajo določeno plesno predznanje. Skupina se redno vršča na regijska in državna srečanja otroških folklornih skupin v Sloveniji. Pogosto pa gostuje tudi v tujini, saj je bogato slovensko ljudsko izročilo predstavilo že v številnih evropskih državah, tudi na afriški celini. Danes se nam bodo predstavili s koreografijo Špegeltanc. Rdečo nit koreografije nosi igra Špegeltanc, pri kateri si plesalci s pomočjo ogledala ali po domače imenovanega špegla, tako je, izbirajo plesnega partnerja. Ker so dekleta zelo izbirčna, ostanejo včasih tudi brez želenega plesalca, saj si fantje ob muhastih dekletih raje poiščejo svojo zabavo in zaplešejo ples klobuki. Koreografija se zaključi s poskočno prepolsko polko. Vodji skupine in avtorja koreografije dr. Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič, avtor glasbene priredbe Miran Waldhüter Hitri. Thank you.
Hvala, hvala. Zdaj pa sledi še podelitev priznanj. Na oder vabim Nevo Kovačič, ki jih bo podelila, pa tudi prostovoljca priznanji. Torej, poklicala bom imena predstavnikov in skupine. Torej, mlajša otroška folklorna skupina Cirkulane in tudi starejša otroška folklorna skupina Cirkulane kot Cirkulane, Barbara Letonja. Lahko ji zaploskamo. Barbara je že na poti, seveda. Starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac, Barbara Waldhüter. Otroška folklorna skupina osnovne šole Lovrenca na Pohorju, Natalija Kraner. Otroška folklorna skupina Kud študent Maribor, Lija Javšnik. Mladinska folklorna skupina Kud študent Maribor, dr. Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič. Za danes se poslavljamo iz Folkardra, vabimo pa vas prav tako jutri ob 19. uri na drugi koncert otroškega Folkardra, kjer se bodo predstavili mladi folklorniki iz Srbije in Hrvaške. Ter potem pojutrišnjem prav tako ob 19. uri, kjer se bo pa predstavila atraktivna mladinska folklorna skupina iz Mehike. Tako da, če vam je folklora všeč, veste, kje se srečamo. Zdaj pa imate še čas uloviti 18:30 društvo Paraplegiko Podravje pri paviljonu, bodo prikazali košarko v vozičkih, tako da vas vabim tja do paviljona, 18:30 se začne, ob 19. pa je spet program tukaj na odru. Tako da se vidimo kmalu.